Film Poltergeist iz leta 1982 velja za klasiko grozljivk, katere vpliv se čuti še danes. Če še danes nihče ne želi živeti v bližini starodavnega pokopališča, je to prav zaradi tega filma. The house looks just like the one next to it. And the one next to that. And the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss. You are so obnoxious. With their 3 children. Čeprav je bilo v zadnjih desetletjih narejenih že ogromno grozljivk, Poltergeist zagotovo izstopa. Prvič, Poltergeist ni tipična grozljivka s temačnim vzdušjem in tematiko za odrasle. Scenarij zanj je napisal in sorežiral Steven Spielberg, ki je v tistem času hkrati delal na filmu E.T. Poletje leta 1982 so poimenovali Spielbergovo poletje, saj sta E.T. in Poltergeist izšla v razmaku enega tedna. Na prvi pogled Poltergeist spominja na E.T., vendar se Poltergeist hitro spremeni v pravo nočno moro za otroke. Pravzaprav se zdi, da je bil film posebej narejen zato, da bi prestrašil male gledalce. Film si je ogledalo na milijone otrok, saj je presenetljivo bil ocenjen za primernega za otroke. In to kljub temu, da je v filmu prizor, v katerem si fant dobesedno olupi obraz. Kako se je to zgodilo? Je šlo za hudo malomarnost? Nikakor ne, šlo se je za denar. Članek v reviji The New Yorker iz leta 2001 je razkril, da je ameriško filmsko združenje filmu Poltergeist sprva soglasno dodelilo oceno neprimeren za otroke. Vendar je po močnem pritisku ustvarjalcev filma film na koncu dobil oceno primerno. Z drugimi besedami, sistem je bil pokvarjen. Ta film je poln stvari, s katerimi namerno in posebej ustrahuje otroke. Ne gre le za klovna, drevo, Spielberg naj bi se zgledoval po drevesu, ki ga je prestrašilo kot otroka, in omaro v spalnici. Zlo se skriva v televizorju. V vsaki sobi je en televizor, ki vas popelje naravnost v pekel. V lastnem domu niste varni, še posebej po noči. Skratka, Poltergeist vsebuje prizore, ki se sadistično norčujejo iz otrokovih najglobjih strahov, tesnobe in negotovosti. Po podatkih IMDb je glavna igralka Shirley MacLaine dejansko zavrnila vlogo matere v filmu Poltergeist, ker je nasprotovala teroriziranju otrok. Igralka se je očitno zavedala, da je s tem filmom nekaj narobe. In joj, imela je prav. Ne le, da je film zahrbtno prežal na otroke, ampak je nenavadno veliko igralcev, ki so sodelovali pri 3 filmih o Poltergeistu, tudi umrlo. Zaradi teh nenavadnih dogodkov je nastala urbana legenda o tem, da je Poltergeist preklet. Poltergeist govori o 5-letni deklici Carol Ann Freeling, ki jo ugrabijo demonski duhovi, ki z njo komunicirajo preko televizije. Carol Ann jih imenuje televizijski ljudje. Ti obstajajo skupaj z zlobno entiteto, imenovano zver. Groza v filmu Poltergeist se ne dogaja v temnem gozdu ali zapuščenem skladišču. Dogaja se v običajni hiši, v otroški sobi pred spanjem. Na koncu filma se sproži pekel. Po vsem bazenu in v hiši se pojavijo okostnjaki. Krožijo govorice, da naj bi bili ti okostnjaki pravi, človeški. In prav zaradi tega so bili nekateri mnenja, da je film preklet. Le nekaj mesecev po izidu filma Poltergeist je Dominique Dunne umoril njen bivši fant John Thomas Sweeney, kuhar v restavraciji Ma Mason. Začela sta razmerje, ki pa se je izkazalo za burno. Sweeney je bil neobvladljiv in nasilen. Dominique je razmerje končala 30. oktobra 1982. Istega večera je razburjeni Sweeney pritekel k njej domov, kjer sta z igralcem Davidom Packerjem vadila prizor iz filma. Nasilnežo je izvlekel ven in jo z rokami zadavil. Za nameček se je sojenje Johnu Thomasu Sweeneyu končalo kot parodija. Bil je oproščen umora 2. stopnje in spoznan za krivega le oboja, za kar je odslužil 3 leta zapora. V naslednjih letih sta izšli 2 nadaljevanji filma Poltergeist. Vsakemu pa je sledila smrt igralca, kar je še okrepilo govorice o prekletstvu Poltergeista. Medtem ko je bila smrt nekaterih igralcev posledica bolezni ali starosti, je prerana smrt Heather O'Rourke pretresla ves svet. Deklica je umrla 1. februarja 1988, stara komaj 12 let. Imela naj bi 2 srčna zastoja. Zgodila se je med snemanjem filma Poltergeist 3. Čeprav je bil uradni vzrok smrti prirojena stenoza črevesja, ki se je zapletla s septičnim šokom, zdravniki niso znali pojasniti, zakaj je to mlado dekle tako nenadoma umrlo.
Daniel Hollander, zdravnik, ki jo je zdravil, je izjavil, da je bila smrt izrazito nenavadna. Pričakoval bi, da je imela veliko težav vse življenje in ne da se je težava pojavila kar naenkrat, je dejal dr. Hollander. Tudi drugi strokovnjaki so se strinjali, da so okoliščine smrti izjemno nenavadne. Nekateri so bili namreč mnenja, da se je vse skupaj zgodilo zaradi vnetja. Leta 2017 je N.T., anonimni pisec z področja zabave, ki stoji za znano hollywoodsko stranjo Crazy Days and Nights, podal zelo zaskrbljujočo razlago. V članku, v katerem je govoril o 12-letni Heather, je zapisal: Sredi 80-ih let prejšnjega stoletja je bil v Hollywoodu čas največjega nadlegovanja otrok. Ni bilo interneta. Mobilnih telefonov je bilo zelo malo. Otroci so prihajali na snemanja, kjer so jih starši pustili same. Naslednjih 8 ur so bili izpostavljeni vsem mogočim grozotam, ki si jih lahko predstavljate. Droge so bile nekaj običajnega. Producenti so radi izbirali oddaje z otroki in najstniki. Čeprav je žalostno to povedati, je bilo veliko staršev, ki so svojim otrokom rekli, naj gredo s prijaznim moškim v obleki in naredijo, kar jim reče. To je bil slab čas. Hollywood je bilo najslabše mesto na svetu, če si bil otrok. Seveda je treba to zgodbo spletnega mesta z govoricami jemati z rezervo, vendar si je N.T. od ustanovitve svoje spletne strani leta 2006 zaradi svojih pravilnih napovedi prislužil široko medijsko prepoznavnost. N.T. je namreč objavil zgodbe o Harveyju Weinsteinu, Kevinu Spaceyju in Mattu Lauriju, leta prej, preden so jih razkrinkali drugi. Zaradi stvari, ki so se skoraj desetletje dogajale na grobu pokojne otroške zvezdnice, je bilo njeno telo leta 2001 trajno prestavljeno v neoznačen grob. Prvotno je bila položena v nadzemni mavzolej, ki je še vedno označen z njenim imenom in ob katerem ljudje še vedno puščajo cvetje in plišaste medvedke. Tam so se od samega začetka dogajale čudne stvari. Grob so večkrat oskrunili. Policija je morala večkrat ukrepati. Vmes naj bi se leta 1991 zgodila celo ekshumacija, trupelce so po tednu dni vrnili. Leta 1994 je nekdo razbil obličje groba. Policijska preiskava pa ni prinesla ničesar. Leta 1999 je prišlo do novega vandalizma. Poleti 2001 je njena družina naročila, da njeno truplo prenesejo v neoznačen grob pod zemljo. Zgodbe odkrito.si